Lep dober dan vsem skupaj. Počasi bi se kar posvetli, ker ura teče, nič ne reče in potem nas bodo zelo priganjali proti koncu. Tako da tudi tisti, ki začenjamo tole delavnico, bomo dovolj pošteni, da bomo začeli in pohiteli. Vem, da vas je sonce malo priklicalo pred vrata, ampak vseeno moramo nekako nadaljevati s programom. Jaz upam, da bomo danes tukaj dovolj avtentični, kot je bilo rečeno, da bomo lahko izmenjali nekaj informacij, da boste odprto govorili o stvareh in da bomo imeli dovolj časa, da lahko tudi vašim mnenjem prisluhnemo. Sicer vidim precej znanih obrazov, ampak za tiste, ki mogoče niste popolnoma v projektu lahko si, torej v projektu Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, a ne? To je treba vedno poudariti, pravijo. Tako da zdajle bi začeli s tem, da čisto na kratko pogledamo, zakaj smo pravzaprav sploh tukaj, zakaj projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje sploh je in nikoli ne škodi, da v takem trenutku ponovimo tiste cilje, zaradi katerih smo tukaj tako na Andragoškem centru, kot vsi koordinatorji prisotni in delamo in se trudimo. Preden bomo se sprehodili čez cilje, bi rada povedala, da je za nami leto, ki je pomenilo pravzaprav postavljanje vseh temeljnih kamnov, zato da bomo lahko nadaljevali v prihodnosti projekt še bolj poglobljeno in namenjeno ciljnim skupinam. Veste, da je bilo potrebno projekt postaviti pravzaprav iz nule, se pravi začeti postavljati tako pravne podlage, kot vse ostale, da lahko danes smo tukaj. V tem letu torej smo delali na različnih stvarih in čisto na kratko vas bom zdajle jaz popeljala čez to. Potem bo Matej Maček, ki skrbi za mrežo koordinatorjev, spregovoril o tem, kje je mreža in kako delamo z mrežo in predvsem, kako bi si želeli, da bi delali v prihodnjih letih. Na koncu bomo pa dali glas še naši koordinatorki Natali, ki bo pač povedala, kako gleda na ta nov položaj iz terena, se pravi, kakšni so izzivi in priložnosti na terenu. No, zdaj pa najprej čisto na kratko osvežimo cilje. Če bi vas takole zdaj vprašala, kaj so cilji projekta, jaz upam, da vsi čutite to, da je ta projekt vaš glas. Se pravi, da govorimo v imenu vseh, ko vabimo ljudi, naj se učijo in naj se vključijo v programe, ki jih pravzaprav izvajate vi na terenu preko različnih inštitucij. Torej, ključni cilji so, da uveljavimo neke nove oblike in načine ozaveščanja in tukaj bi mogoče vam povedala eno stvar in sicer, da smo zdaj tik pred tem, da bomo začeli s evalvacijo, ki bo dejansko postavlja temelje v prihodnosti, kateri načini ozaveščanja pri odraslih za različne ciljne skupine so bolj učinkoviti in kateri manj, da boste v prihodnjih letih tudi sami lahko bolj uspešno ali pa bolj ciljno nagovarjali vaše ciljne skupine, ko kličete udeležence k prijavam v vaše programe. Nasplošno želimo s tem projektom spremeniti učno kulturo v Sloveniji. Radi bi, da se pohvalijo ljudje s tem, da hodijo na izobraževanje, da se učijo, lahko formalno, neformalno ali pa zgolj priložnostno, ampak da to postane ena tema, o kateri se govori. Enkrat je ena od sodelavk rekla, da če bodo poznali vseživljenjsko učenje tako, kot poznajo polisalamo, potem smo nekaj naredili prav. Tako da temu je namenjena ta zgodba. In pa seveda temu, da krepimo ne samo prepoznavnost, ampak tudi ugled vseživljenjskega učenja, torej poleg kvantitete, da ves čas imamo v glavi tudi kvaliteto tega, kar počnemo. Za koga delamo? Mislim, da to tudi zdaj že vsi vemo, da delamo za vse odrasle, predvsem pa tudi za ranljive skupine in za tiste, ki jih danes tukaj ni. Da bomo lahko pri tem uspešni, kot rečeno, izvajamo trenutno že nekatere raziskave, še nekaj jih pa bomo, da bomo lahko bolj efektivno pristopili. V naslednjem letu in to prosim, če si zdaj vsi zapomnite, bomo nagovarjali
manj izobražene mlajše odrasle. To pomeni, da bomo kampanjo njim prilagodili in bo targetirana bolj nanje. Bolj podrobno o tem, kako in kaj, bomo še potem povedali. En majhen delček pa je namenjen temu, da smo danes tukaj, torej ta tretji steber, ki ga vidite, gre za izobraževalce odraslih in za partnerje. Torej, tukaj bi še enkrat poudarili to, o čemer danes govorimo tukaj na letnem posvetu, da lahko samo s skupnimi močmi uspemo in to poudarjamo že ves čas. Čisto na kratko, kje smo trenutno po modulih, veste, da je 5 modulov. Tale prvi, kjer je nastal slogan Lahko si, jaz upam, da vam je všeč, ker prinaša to možnost transformativnosti, je drugačen, lahko zapomljiv in vas res pozivamo, da ga čim večkrat uporabljate in da v projektu govorite, da spregovorite v svojih okoljih, v svojih lokalnih skupnostih in da na splošno ste prisotni. Potem speljali smo prvo medijsko kampanjo, tudi tukaj bom rekla, da smo prvič vsi, ki delamo na vseživljenjskem učenju, lahko stopili majčkeno iz sence, da se nas vidi na televiziji, na radiju, na tiskanih oglasih in na zunanjih površinah. Potem spletni portal je v nastajanju, to je ena zgodba, kjer smo pripravili samo tako imenovan landing page in bomo zdaj delali na tem, da to postane pravi pravcati portal s prijaznim iskalnikom in s povezavo na kamp Poznanje, kamor boste kot izobraževalci še vedno vpisovali svoje izobraževanja, prikazovala se bosta pa na obeh portalih. 4. točka in 5. točka sta pa mreža koordinatorjev in pa novi dogodki. O tem bo spregovoril Matej v nadaljevanju. Tako da, glede na to, da nas čas priganja, bi jaz dala kar besedo Mateju, da boste spregovorili o mreži. A lahko dvignete roko, koliko vas je tukaj koordinatorjev danes? Skoraj vsi, a ne? Tako da bi potem lahko tudi še iz prakse kakšno stvar slišali. Tako da, Matej, jaz ti kar predajam besedo. Če imate pa vmes kakšno vprašanje, pa lepo prosim, kar dvignite, ker to ne bi bila v resnici delavnica, ampak teh prvih 20 minut smo si res vzeli za to, da vam še enkrat zbudimo te naše skupne ideje in da skupaj nastopimo močnejši. Tako, hvala lepa. Hvala, Urška. Lepo pozdravljeni. Kot rečeno, jaz sem Matej. Moja vloga v celotnem projektu je, da sem neke vrste stična točka med koordinatorji regijske mreže. Zdaj, zakaj je bila ta aktivnost sploh zasnovana? Želimo doseči čim večji krog deležnikov na nekakšen kapilaren način, se pravi tako učeči se kot tudi ponudnikov izobraževanj in odločevalcev ter medijev. Na kakšen način smo koordinatorje izbrali, tako kot za vsako aktivnost, katere vrednost presega 40 000 evrov, smo izvedli javno naročilo. Zdaj, to na nek način tudi definira naše odnose. Po eni strani smo vsi partnerji in sodelujemo, po drugi strani smo pa mi v vlogi naročnika in koordinatorji v vlogi izvajalca. Zato tudi moramo vestno slediti vsem napotkom za izvedbo evropskega projekta. Izbranih je bilo torej 12 koordinatorjev. Po vsaki statistični regiji je to ena aktivna, uveljavljena ljudska univerza, tako v pomurski regiji Lendava in potem naprej Slovenska Bistrica, Mocis v Koroški regiji, Žalec, Zasavska ljudska univerza, Krško, Novo mesto, CDI univerzum v osrednjeslovenski regiji, Jesenice, Zavod znanja Postojna, Nova Gorica in pa Koprska ljudska univerza. Zdaj, na kakšen način se je mreža v tem prvem obdobju že angažirala? Prvi korak je bil, da so koordinatorji izdelali SWOT analizo, vsak za svojo regijo, kar je koristna informacija za nadaljnje delo in za komunikacijsko strategijo. Potem aktivno so se vključili v
oblikovanje svoje partnerske mreže in to od prvega koraka naprej, se pravi od oblikovanja vsebine partnerskega sporazuma. V teku pa so že podpisi dogovorov o sodelovanju, trenutno jih je že več kot 150 partnerjev, neka pričakovana številka pa je preko 600. Če jo presežemo, toliko bolje. Potem mreža aktivno deluje na spletnih omrežjih, pripravljajo svoje objave, predstavljajo projekt, poleg tega delijo objave Andragoškega centra, všečkajo, lajkajo. Aktivirajo se pri posredovanju novic medijem, ker je pač lažje doseči lokalne medije preko mreže. In pa sodelujejo pri pripravi pravilnika za priznanje. V okviru projekta smo tudi pripravili prenovljeno izdajo priznanja Andragoškega centra, kar pa spada že v bistvu na 5. aktivnost, to so dogodki. Se pravi, vloga koordinatorja je, da so aktivno spodbudili člane, da se prijavijo k sodelovanju v regijskih komisijah. Oblikovali bomo 12 regijskih komisij za priznanje ACS-ja. V vsaki regiji bo imenovan ena, naj si bo oseba ali pravna oseba. Nato pa bo na portalu, ki bo tudi še vzpostavljen, organizirano javno glasovanje, preko katerega bo izbran en dobitnik, glavni oziroma najzgodba vseživljenjskega učenja. Se pravi, v bližnji prihodnosti se bo mreža ukvarjala z vodenjem teh regijskih komisij in pa aktivno bodo sodelovali tudi pri izboru in pripravi promocijskih projektov. V okviru projekta bomo vsako leto pripravili ali sofinancirali 12 projektov, 2 od tega boste v organizaciji Andragoškega centra, 10 pa jih bo izbranih preko javnega povabila. In tukaj bomo mrežo prosili, pač, da to javno povabilo, da sodelujo pri pripravi besedila in tudi pri promociji in pri vabljenju izvajalcev teh dogodkov. To je na kratko, čas nas priganja, zdaj pa mogoče najbolj, da prepustim besedo kolegici, ki dejansko deluje na terenu. Natali, izvoli. Lep dober dan. No, tako, vem, da je po kosilu vedno težko začeti. Sem Natali Cvikl-Postružnik, pokrivamo področje Podravja in smo zelo veseli, da ga lahko pokrivamo, torej lahko .si, lahko .sem in lahko .smo. Zdaj, jaz sem si prinesla 2 pripomočka, pa bom za trenutek zginila. Da ne boste mislili, da se skrivam. Skratka, seboj sem prinesla, kaj to? Ja, ne? To je nekaj, kar smo dobili na prvem srečanju regijskih koordinatorjev in kot vidite, moj je zrasel za 7 cm v tem času, to so pravi 3 mesece. Pomeni, da zelo lepo skrbimo za njega, ga zalivamo ravno prav, ne preveč, je na svetlobi ravno prav in ne preveč in ravno takšno je tudi naše delo regijskih koordinatorjev, ravno prav in ne preveč. Se pravi, kaj sem želela s tem povedati? Najprej seveda, da moramo identificirati, s kom želimo delati, s kom bomo delali in kaj želimo doseči. In druga stvar, izjemno pomembna zame je, da v to res verjamemo. In jaz se res verjamem v to, da vseživljenjsko učenje je pač osnova življenja, že imamo življenje noter v vseživljenjskem učenju, tako da pač je logično. In jaz to živim. Ko so me iz ACS-a vprašali, če bi se predstavila prvič, ko imamo na 14 dni te predstavitve regijskih koordinatorjev in je eno od vprašanj, kaj je za vas vseživljenjsko učenje in sem jaz rekla, pač to je moja narava. To s tem jaz diham, brez tega me ni. In jaz verjamem, da vsi, ki danes tu sedite in dihate z menoj ta postani zrak Evrope, se strinjate in jaz vas poskušam malček tudi zanimirati, kaj ti. Vseživljenjsko učenje ni seksi. A kdo se strinja z mano mogoče? Lahko .si pa že malo bolj, ne? Lahko .si, zato vem, da so malo kolegica Špela je malo jezna name, ker jaz pač vedno govorimo lahko .si, ne o kampanji in o vseživljenjskem ozaveščanju, o vseživljenjskem učenju, ker do takrat, ko jaz prijam do mojih partnerjev, pa to povem, že vsi spijo. Se pravi, jih je treba malček zbuditi in ni boljšega kot to, kar smo dobili kot drugo zadevo na dogodku,
ko ste lansirali zadevo 24. septembra, ste se vsi bili tam, ne? Ste bili vsi tam? No, tako, okej. Se pravi, mi smo dobili tudi to, obrovala zdaj to tako pokazati, ne? Se pravi, treba je zadeti prave luknje v pravem trenutku, zato da zadeva ne propade. In nekako tako vidim tudi naš projekt. V pravem trenutku, do pravih ljudi, in ti pravi ljudje niso samo naše ciljne skupine, ja, oni so naš cilj, do njih želimo priti, ampak do njih bomo prišli za sodelovanjem z vsemi deležniki. In zdaj, kdo so naši ključni deležniki? Po teoriji bi kolegica Špela, pa še kdo, ki se ukvarja mogoče z marketingom, PR-jem, psihologijo, rekel, ja, seveda vsi tisti, ki odločajo o teh zadevah. Spravi, najprej gremo do mestnih svetov, občinskih svetov, županov in vseh ostalih, ki igrajo pomembno vlogo v naši regiji, od MRA in tako naprej, in potem naprej po lestvici dalje dol. Ne bomo dosegli učinka, drage moje dame in trije moji dragi kolegi, ki tu sedite, pardon, štirje, sem hitro štela, vas kamermanu pa to ne štejem zraven, ampak res tiste udeleženke in udeleženci, če bomo delali po iste stvari na isti način in pričakovali drugačen rezultat. Spravi, na nas je, da naredimo to spremembo, ki si jo želimo. In jaz sem resnično izjemno vesela, da je ACS uspel pridobiti ta 5-letni projekt, kajti res vidim po 30 letih, kar delam na tem področju, da je to pa nekaj, s čemer res lahko naredimo spremembo. Ampak odvisna bo od nas. In eno od teh stvari v okviru tega projekta je tudi razpis priznan ACS in mi smo seveda najbolj veseli, da nam je uspelo pokriti vseh 6 področij, spravi odločevalci, mediji, gospodarstvo, podjetništvo, izobraževanje odraslih, koga sem pozabila? Sociala in zaposlovanje. Evo, prav vse 6, pa mogoče še malo več jih imamo in tu bomo zdaj malo lobirali pri ACS, če je lahko naša komisija malo širša. Zakaj? Zaradi tega, ker gospodarstvo in podjetništvo sta izjemno pomembni veji, če želimo mi narediti spremembe na področju vseživljenjskega usposabljanja in učenja. Takole, jaz mislim, da moje 4 minute pa pol so pred minuto pa pol potekle in se lepo zahvaljujem vsem, če so pa kakšne vprašanja, sem pa seveda tamle za tisto mizo pri damah z 2 zelenima majicama in eno lahko .si. No, morate reči, da smo res dobro izbrali koordinatorje, ker s takim žarom jaz mislim, da bomo zadeli vsej kakšno luknjo, če že ne vseh na tej naši igri, ki pravimo lahko si. Torej, na kratko povedano, želimo si, da bi se zdaj v decembru še enkrat srečali z vsemi koordinatorji, kjer bomo resno zastavili delo za prihodnje leto in kjer bomo bolj zares v resnici zaštartali delo koordinatorjev. Namreč morate vedeti, da v letu, ko smo postavljali temelje, je tudi to bilo vzpostavljeno, zdaj pa je na nas, tako kot je rekla Natali, da dejansko vzpostavimo vsebine in da se vsak pri sebi zaveda, da tokrat ne deluje samo v svoji občini, kjer ima sedež, ampak v svoji regiji, kar je neprimerno težje in zahteva veliko več novih povezav. In to je spet eden od ciljev projekta, pogledati okrog sebe in pogledati tudi v druge resorje. Namreč, kot smo že vsi ugotovili, vseživljenjsko učenje se seveda ne konča in začne samo na področju izobraževanja in izobraževanja odraslih, ampak sega tudi preko teh meja in če se bomo tega zavedali in vključili ljudi, se bo tudi o tej zadevi še veliko slišalo. Zdaj pa, ker vas imamo tukaj in ker prihajate iz različnih koncev, smo za vas pripravili še 2 vprašanje. Preko Mentimetra, mislim, da imamo še minutko, ne da? Tako da bi vas vprašali v bistvu o tem, kako bi želeli sodelovati pri portalu. Se pravi, katere so tiste vsebine, ki se vam zdi, da bi jih nujno morali komunicirati preko portala, da bi bilo ozaveščanje za vseživljenjsko učenje učinkovito in bi res spodbudilo vpise v vaše konkretne programe. Dajte razmisliti o tem, kaj je tisto, kar bi prav v vaš konkreten program ali pa mogoče, če gre za neko področje, kot je svetovanje ali pa karkoli, dejansko neposredno prineslo udeležence. Smo namenoma pustili odprto, se pravi ne, da zbirate ABC odgovore, Adela? Ok.
Ja, vsebine, vsekakor vsebine, ampak v bistvu sprašujemo, katere vsebine. Ne? Se pravi, če imate pred sabo portal in imate možnost, da ga kreirate, vas spodbujamo, da premislite o tem, kaj na tem portalu ne sme manjkati, da bo res učinkovit. A ne? Mogoče pa dobimo še kakšno idejo. Mi zagotovo vemo, da bo gor iskalnik, da bo gor glasovanje za najzgodbo vseživljenjskega učenja, da jih bomo uporabili portal za predstavitev dobrih zgodb. Predstavili bomo seveda projekt, ekipo, povezali različne deležnike na tem portalu. Potem pa, kako snovati ideje. Delitev dobrih praks, tu bomo zagotovo naredili nagradne igre, kratki nasveti. Torej, verjetno se strinjate, da če želimo doseči te ciljne skupine, moramo biti zelo proaktivni, zelo vizualni in v to smer bomo tudi šli, se pravi, bomo imeli videe, fotografije, ikonografiko, tako da to. Odprava stereotipov, to je tudi ena od nalog, ki smo si jo zadali tako odlično. Dobro. Zdaj bi pa vas vprašala še drugo vprašanje in sicer, kot smo rekli, v naslednjem letu se bomo fokusirali, poleg vseh odraslih, tudi na mlajše odrasle, nižje izobražene. Zdaj vas pa sprašujem, kakšni dogodki po vaših bogatih izkušnjah so tisti, ki bi to ciljno skupino najbolj pritegnili? Namreč sofinancirali bomo 10 dogodkov po Sloveniji v naslednjem letu, ki bodo spodbudili mlajše odrasle, da se vključijo v projekte vseživljenjskega učenja. Kakšni so dogodki, ki pritegnejo mlade? Tukaj moramo razmišljati precej izven škatle, kot pravijo, če želimo biti uspešni. Ja, zanimivo. Instantni zaslužki. Kdo je to napisal, če se upa malo podebatirati to zadevo? Ali je bil to hec? Zanimivo. Ja, TikTok je tudi platforma, ki jo bomo vzpostavili za to ciljno skupino v prihodnjem letu. Tako da zdaj smo v pripravi konkretnega komunikacijskega načrta, kjer bomo to zadevo pač začeli izvajati. Zdaj jaz bi zaključila samo s tem, da bomo imeli 2.12. v Narodni galeriji še en dogodek, ki je zadnji letos, na katerem bomo predstavili ta nov koncept priznan Andragoškega centra Slovenije, zgodbe in nasplošno bodo v tem projektu ljudje in njihove zgodbe dobili zelo pomembno vlogo in jih bomo zelo poudarjali ves čas in vse povsod. Že zdaj, če greste na lahko.si, lahko vidite gor 6 navdihujočih zgodb, ki jih bomo, verjamem, skozi projekt dodali, razširili in ustrezno spromovirali z novimi in novimi učečimi se, ki nas učijo, kako to res lahko spremeni življenje. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, bi bilo zdajle prav, da se oglasi, ker potem moramo dati mikrofon naslednji skupini, da bomo imeli delavnice. Brigitta? Ni vprašanje? Ni vprašanje, je pa novica včerajšnjega dneva. Predsednik Državnega sveta pa z veseljem prevzel pokroviteljstvo kakšnega od dogodkov, se ga tudi udeležil, tako da pridobili smo si tudi naklonjenost Državnega sveta, ker smo dobrodošli in nam izražajo podporo. Tako da to je novica, ni vprašanje. Odlična novica, najlepša hvala. Točno take novice so tiste, ki bodo prinesle to temo in ta projekt pač na različne konce in zagotovo lahko enega od dogodkov organiziramo tudi v Državnem svetu, če bo za to interes. Tako da hvala lepa vsem, da ste prisluhnili, zdaj pa nove teme in izvolite.
bom jaz izkoristila tele minutke, ki jih potrebujemo za pripravo tehnologije. Lepo pozdravljeni tudi v imenu ZIS-ovcev, tako si rečemo. ZIS je Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije in danes smo z vami predstavniki, najprej z nami predsednica magistra Maja Radinovič-Hajdič in pa predstavniki treh članic, Biserka z UPI Ljudske univerze Žalec, Matej z Zasavske ljudske univerze. Z Zasavske ljudske univerze sem že prihtela in pa Majda z Ljudske univerze Jesenica. Zato, da boste videli, kaj pričakovati v naslednji uri, bomo naredili en hiter pregled našega dnevnega reda. Na začetku vam predstavimo Erasmus plus akreditacijo našega ZIS-a, potem se podamo v en kviz o digitalnem marketingu in vam predstavimo tudi eno konkretno orodje, ki so ga strokovni delavci, ki so zaposleni na članicah ZIS spoznali na Tenerifih, na Erasmus plus mobilnosti, tako da boste vi imeli kar aktivno vlogo. Zato, da ne zgubljam časa, bi raje predala besedo naši predsednici, ki bo na hitro predstavila samo akreditacijo. Okay, mogoče ta prvi za začetek, še enkrat prav lepo pozdravljeni. Pa se bom kar navezala na Urško, pa na tole prej. Sej vi veste, da se je tole javno naročilo že kar nekaj časa napovedovalo, in zaradi tega smo se mi na ZIS-u letos že vnaprej odločili, da bomo vse mobilnosti v okviru akreditacije, ki vam jo bom v nadaljevanju predstavila, usmerili v digitalno ozaveščanje in digitalno promoviranje vključevanja v vseživljenjsko učenje. Zdaj ne bomo dajali slajdov nazaj, ampak lahko rečem, da so potem tudi da je bilo vseh 9 članic uspešnih na javnem naročilu, tako da smo čisto upravičeno se usmerili v tole vsebino. Zdaj pa moja naloga je samo, da vam nakratko predstavim našo Erasmus plus akreditacijo, ki jo imamo za obdobje od leta 2021 do 2027 in do tega trenutka smo realizirali 58, se pravi v 3 letih, 58 individualnih mobilnosti zaposlenih in pa 3 skupinske mobilnosti udeležencev. In pa eno poučevanje na tuji organizaciji, smo pa v tem obdobju 132 ljudi vključili v mobilnost. To se pravi, toliko smo jih poslali na tako ali drugačno usposabljanje v tujino. Zdaj pri neposrednih ciljnih skupinah imamo 2 zaposlene na članicah ZIS-a in pa udeležence v izobraževanju odraslih. Posredna ciljna skupina so pa seveda vsi naši udeleženci, bivši, sedanji in bodoči. Zaposleni pridobivamo razna znanja, spretnosti, izkušnje, uvid v inovativne prakse, spoznavamo nove in ustvarjalne oblike in metode dela odraslih vključno s svetovanjem, pripravljamo oziroma dobivamo znanje za pripravo oziroma nadgradnjo novih in obstoječih neformalnih programov in pa naš najbolj zahteven cilj je vključevanje teh rezultatov mobilnosti, učnih izidov v vsakdanje delo. Zato smo vam tudi danes tako v prvem delu kot zdajle vam bomo pokazali, kako približno si mi predstavljamo vključevanje teh rezultatov v delo. Vsekakor bomo pa v kampanji lahko vsa ta svoja znanja še kako s pridom izkoristili. Pa še udeleženci v izobraževanju odraslih, pri njih gre pa seveda za pridobivanje oziroma nadgradnjo temeljnih kompetenc in pa vključevanje v aktivno staranje, pa bom to zadnje pojasnila, tako zelo strokovno zveni. Vsi naši udeleženci, to so starejši, ker smo pač izbrali to ciljno skupino, se po zaključku mobilnosti vključujejo v vse naše organizacije, se pravi članice, kot prostovoljni mentorji v aktivnostih medgeneracijskih
center za temeljne kompetence, to se pravi vse tisto, kar vključuje tudi starejše. In s tem dvigamo njihovo vključenost v aktivno staranje. Zdaj, jaz bom tele malo zaključila pa predala besedo mojim kolegom, ampak še enkrat, verjetno ste videli že z tiste prve predstavitve združenja, da je Erasmus Plus akreditacija ena od naših glavnih projektov in osnovno prednost, ki jo vidimo v temu je, da tako, kot je bilo povedano, da v bistvu zaposleni iz 9 različnih organizacij, ki so locirane po celotni Sloveniji dobijo ista znanja, uvid v iste prakse in na ta način pravzaprav že s to samo organizacijo zagotavljamo nacionalno pokritost z učnimi izidi. Tako da, hvala lepa, toliko z moje strani, zdaj bom pa jaz predala besedo kolegom, ki bojo na kratko še malo kaj predstavili, pa kot je bilo povedano, smo želeli tudi na vas prenesti na določena znanja in vam bojo predstavili, oziroma boste delali na enem orodju, ki ga lahko imenujemo digitalna motivacija za vključevanje. Je tako? Hvala lepa. Evo, pa kot smo že napovedali, boste kar aktivni, tako da bi prosila, dokler mi pripravimo prezentacijo za tale Kahoot, imamo kviz za vas, da pripravite vaše telefone in skenirate tole QR kodo. Gre za kviz, ki mu pravimo malo za res, malo pa za zabavo. Zakaj pa nosi naziv kviz o digitalnem marketingu, je pa povezan z našo mobilnostjo. In sicer so strokovni delavci, kot sem prej omenila, bili deležni mobilnosti na Tenerifih z naslovom digitalni marketing. Če dela kaj težave, tale QR koda lahko čisto komod. Ja, samo noč ste morali pridati, zdaj pa vam še izdamo, kakšno kodo morate vtipkati. Ja? Ker še ni na zaslonu, lahko povem 599 1054. Skozi ta del nas bo vodila naša Biserka, tako da kar predajam besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Že imamo prve igralce oziroma tekmovalce, pa vas povabim, da se najprej prijavite. Več kot nas bo, bolj zabavno bo. Ja, tole morate vtipkati, ko kodo poskenirate, je to potem PIN. Ker ne bo zanimivo, če ne bo zanimivo. A smo prijavljeni, večina nas. Mogoče vzemite to kot malo za šalo, malo za res. Gre za to, da ponovimo nekaj čist preprostih osnovnih terminov, pojmov o digitalnem marketingu, ki bojo potem uvod v naše delo. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Digitalni marketing je
Uporaba digitalnih kanalov za promocijo izdelkov in storitev je pravi odgovor. Mogoče sam še to, tudi časovno, ste omejeni, tako da morate biti kar hitri. Prvo mesto. Takole. Zdaj pa zberete prav ali narobe. E-mail marketing je uporaba e-pošte za širjenje socialne mreže za lažje upravljanje svojega dela. Narobe. Kaj pa je e-mail marketing? Bo mogoče kdo povedal? Eden od kanalov za promocijo izdelkov in storitev. Tako da verjetno tale definicija v enem takem širšem izboru mogoče tudi drži. No? Aha. Gremo naprej. Prav ali narobe? CRM je v marketingu angleška kratica za upravljanje odnosa s strankami. Ja, tako je. Bravo. Na prvem mestu ostaja The Baker. Socialno mrežje, ki je najprimernejše za predstavitev zahtevnejših poslovnih rešitev z višjo ceno je. Kaj bi rekli? LinkedIn, ja, ta je bila relativno preprosto vprašanje. Gremo naprej. Orodje, ki pomaga, da nas na socialnih omrežjih odkrijejo uporabniki, ki iščejo podobno vsebino kot mi, je. Tako, ključniki oziroma hashtagi, jim rečemo. Naprej. Kaj je vsebinski marketing, kaj bi rekli? Tako, pri vsebinskem marketingu privlačimo javnost z vsebino, a ne? Z privlačno vsebino. Katere vsebine digitalnega marketinga običajno dosegajo najboljše rezultate pri angažiranju občinstva? Tako je vsebine, ki vključujejo interaktivne elemente. Zagotovo ne dolgi blogi ali pa redko posodobljene spletne strani in tako naprej. Smo skoraj na polovici. Kaj je pomembno pri pisanju marketinških besedil? S tem imamo mogoče mi včasih kar težave, izobraževalci odraslih.
Tako, bravo, odlično nam gre. Kaj je cilj uporabe prodajnega alijaka v marketinški strategiji? Pretvoriti obiskovalce v naše potencialne stranke, kupce, udeležence. In ja, tako. Tole vodstvo je zelo prepričljivo. Kateri so cilji digitalnega marketinga? Povečati prepoznavnost blagovne znamke in pridobiti nove stranke. Zdaj jezik je zelo marketinški, verjetno razumemo vsi, kaj to pomeni v izobraževanju odraslih. Gremo naprej. V marketingu je potrebno spremljati konkurenco, da dobimo ideje, kaj deluje in kaj ne. Da ali ne? Tako, res je. Rečeno mi je bilo, da bi počasi zaključila, ker je zelo obsežen kviz, še ima, mislim, da še 7 vprašanj. Gremo še do konca, ste za? Ok, bom pohitela. Dajmo pohiteti. Ja. Prav ali narobe, naravne fotografije, ne kupljene ali prenesene spleta, so primer vsebine, ki deluje. Da ali ne? Tako, da, to je nedvoumno da. Bomo šli naprej. Kaj je buyer persona? To pa je zelo zanimivo z vidika našega dela kasneje. Ja, prav imate vsi, ki ste izbrali rdečo, modre ali rumeno, ker je več možnih odgovorov, tako da odlično. Gremo naprej. Kako lahko odkrijemo značilnosti buyer persone? Ali zasledovanje? Zelo ste hitri. Tako je z raziskovanjem. Prav ali narobe? PPC je kratica za plačilo na stranko. Aha, tole je pa ena tehnična težava bila. PPC je pay per click. Ja, zato da zaključimo, ne? Takole. Kateri so tipi spletnih strani? Lahko gremo kar čez, ker ste že pravi strokovnjaki. Še 2 vprašanje nas ločita potem do konca. Več odgovorov je možnih, tako da, ja, podstrani, ciljna, pristajalna stran in tako naprej. Bom tole preskočila, da bo malo več
ene čarobnosti. Namen spletne strani je, da oblikovalec izvede želeno dejanje. To imenujemo call to action. Ali to drži ali ne drži? Drži, ja. Call to action je, da se vpiše dejansko kam k nam. In zadnje vprašanje, kaj je SEO? Kaj je ta kratica, kaj pomeni? Tako, optimizacija vsebine spletne strani. Tako. Aha, čestitke zmagovalcem. Sam toliko, Matej, da še vidimo, kdo so zmagovalci. The Baker, bravo, bravo vsem skupaj. Bi bili zelo veseli, če bi vedeli, kdo je ta The Baker. Tako, to je bil en tak teoretičen uvod v naše praktično delo, ki nas čaka sedaj. In sicer zbrali smo si sam en določen segment digitalnega marketinga, za katerega si želimo, da ga vi sami preizkusite, da sami malo raziskujete. To je dejansko definicija neke ciljne stranke naše, idealnega udeleženca, neke osebe, ki predstavlja našo ciljno skupino. Gre za to, da je to osnova vsakega komunikacijskega načrta, načrta promocijskih aktivnosti, digitalnega marketinga, če želite, ko vemo, komu podajamo kakšno sporočilo. In mi bomo danes v bistvu raziskovali, kdo je to ta predstavnik neke ciljne skupine. Skupaj boste delali v skupinah in pa s pomočjo umetne inteligence. Tako. Zdaj, naša naloga ali pa izziv je naslednji, da na te plakate, ki jih imate na mizi, mi smo si izbrali zdaj samo eno ciljno skupino, če se ne motim, in sicer predstavnika tujcev. Tamle je en tak plakat že narejen kot nek primer dobre prakse, recimo kako lahko definirate nekega idealnega kupca, idealnega predstavnika vaše ciljne skupine. In v glavnem, na plakate, ki jih imate na mizi, boste napisali neke tele osnovne informacije o ciljni skupini tujcev. Osnovne informacije, zberite si nekoga, recimo tam na onim plakatu je izbrana Fatima, ki je stara, mislim, da tam okrog 53 let, ima 2 otroka, hodi v službo, je nižje izobražena, rada bere to in to, rada se druži s tem in tem, njene vrednote so in tako naprej. V glavnem, to je vaša naloga, da si izberete nekega predstavnika ciljne skupine tujcev, za katere vemo, da jih imamo vsi v naših izobraževalnih programih, nekega imaginarnega in ga čim bolj podrobno opišete. Starost, kakšno izobrazbo ima, poklic, kak finančni status ima, koliko otrok ima, njegova motivacija, kaj bi bila njegova motivacija za izobraževanje, njegova osebnost, kakšni so njegovi problemi, kako prihaja do informacij, ali znotraj svojega okolja, ali s pomočjo nekih družbenih omrežij, kdo na njega vpliva. A so to recimo predstavniki širše družine, a so to delodajalci in tako naprej. Tako da za to vaše delo imate na voljo 10 ali 5 minut, so mi rekli. Tako da veselo na delo. In vaš cilj je ta, da razumete, s tem, ko boste raziskovali to ciljno skupino pa tega predstavnika, je vaš cilj, da razumete njegove izzive. Tako da kar začnite 5 minut.
gremo še na prejšnjo stran, zato da boste malo lepše videli, katere stvari je treba napisati, to je kot prvo. Kot drugo, tistega, ko bo pisal, prosim, čitljivo pište. ChatGPT lahko zelo veliko stvari sprejme, ampak čisto vsake kratce pa ne, tako da. Mogoče niste navajen tega sistema, ampak ne povem, da ste zdaj večni ustvarili, kot vi, če bi drugače pol ure, da spustil primeru. Tako da zdaj bi pa malo vašo pozornost sem. Lahko malo? Se zdaj, ki bolj slišimo? V redu. Zdaj pa najdete tistega, ki je najbolj digitalno usposobljen, da dela z mobitelom. Zaradi tega, ker boste dobili specifično navodilo in sicer, da ste gledali to takole. Zdaj si bomo nekaj pogledali, potem boste nekaj poslikali, potem bomo pa delali naprej z umetno inteligenco. In sicer, kdo od vas je že kdaj uporabljal ChatGPT? Roke gor. Kdo od vas je uporabljal Gemini? Kdo od vas je uporabljal Notebook LM? Ok. Tega zadnjega bi vam zelo priporočil, da ga čim prej začnete uporabljati. Ampak redo, kako napisati dober poziv? Dober poziv ima določeno danost. In sicer ne bom šel preveč v ozadje, na kakšen način so stvari narejene, ampak, če hočete dobiti dober rezultat pri ChatGPT-ju in ostalih umetnih inteligencah, velikih jezikovnih modelih, boste mogli tudi vključiti dobre podatke noter. In v tem primeru je ta prva stvar, postavite jezikovni model v neko vlogo. To je pač meni. Si marketinški ekspert za 30 let izkušenj. In če boste to napisali, boste veliko boljše rezultate dobili, kot pa napiši mi to pa to. Postavite ga v določeno vlogo, ker je na takšen način bil natreniran, da vam daje odgovore. Druga stvar, bodite prijazni in pa povejte modelu, da naj si vzame kakšen trenutek, dobesedno. Dober dan, prosim, če narediš to pa to. Zakaj? Ker se izboljšajo rezultati. Zaradi tega, ker zadeva deluje na osnovi nevronske mreže in ni nek kalkulator. Delali so študije in so mu dali matematične naloge, večkrat je rešil pravilno matematično nalogo, ko ste ga prosili, pa ko ste me rekli, da naj si vzame trenutek, kot pa takrat, če ni bilo tega. Kar pomeni, bodite prijazni z vašo umetno inteligenco. Pa ne samo iz tega razloga. Vneste čim več informacij. To pač meni več informacij, ko mu date, več stvari, kot jih imate vi tam na listu, boljš bo. Ker ostalo si bo začel zmišljati. In to je tudi ena izmed velikih težav umetne inteligence, da se veliko zmišljujejo, ampak danes bomo to vzeli v naš prid. Naslednja stvar, jasno mu določite naloge. Kaj hočete, da zadeva naredi? In zdaj, če vidite, sem tole vse lepo color-codil, tako da si boste lahko pogledali še na naslednji strani, kako stvari izgledajo. Zdaj pa, če
nucate pa kdaj kakšno zadevo še dodatno, imate pa tam GPT, ko vam pa pomaga napisati poziv. Redo? Zdaj gremo pa naprej. In sicer, tisti, ki je najbolj tehnološko usposobljen in ima dober fotoaparat, ne gre in slika tisti vaš plakat. Naslednja naloga. Poskusite čim lepš zadeti vse besedilo. Ste vsi uspeli? V redu. Naslednja stvar, zdaj boste pa poslali en mail. Na vsaki izmed telih naprav je zadnji inventarna številka. Te zadnje dve številke pogledajte. Lahko je 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 in tako naprej do 10. In sicer potem boste poslali mail na digit.com.številka@gmail.com. Mimogrede, to je super način, ko izobražujete kakšne odrasle in nimajo svojih lastnih računalnikov ali pa e-mail naslovov, lahko naredite takole naslove in potem jim tudi pošiljate mail, lahko jim odprete kakšen Google Drive in na ta način vse stvari delate. To smo mi začeli uporabljati in dobro deluje. Hvala. Te zadnje dve številke na računalniku ali na tablici. Ima kdo kakšno težavo tukaj? Pridem kje v skupine pomagati? Zdaj, po nekje imate dva računalnika, tiste dva računalnika imate različne inventarne številke, tako da tist pač delite ali na enem, ali pa delite na dveh koncih naenkrat. Pač dve slike pošljete, kakor želite. To je dobil vaš računalnik. Zdaj boste pa šli na računalnikih oziroma na tablicah na Gmail. Vi potrebujete zdaj to sliko, pa si jo nekam shranite. Tam, kjer veste, da obstaja. To pač meni, ali jo date pod prenose, ali pod... na ta način. Ima kakšna skupina težave s tem, da mail gleda? Vaša skupina je uspela? Vaša skupina je uspela? Pridi do slike. Okay. Skupina tam zadnji, ste mogoče prišli do slike? Super. Tukaj. Ne še? Redo? Bomo še malo počakali. Potem s to sliko naprej bomo delali pa vse ostalo. Bomo pa razširjali idejo. Do zdaj mislim, da smo vsi, ali še kakšna skupina slučajno ni. Dvignite roke, ker zdaj gremo naprej. Redo? Zdaj pa odprite ChatGPT, oziroma ne, gledajte reš mene, pa boste odprli pol ChatGPT ali pa Gemini, začnimo s Gemini in si bomo pogledali, kako zadeve lahko rešimo. Redo, če kar sledite, smo v Gmailu, ja, in si shranimo sliko, pač damo prenesi. Jo imam tukaj v prenosih, vem, kje se nahaja slika.
Sliko sem prenesel, jo dal na disk, jo imam pripravljeno. Zdaj grem pa v Gemini. Če slučajno imate bookmarke na tablicah, na računalnikih ali si pa potem na tablicah enostavno pišite gemini.google.com. Gemini, v redu? Vse, kar zdaj naredite, je tukaj na desni strani, imate nalagane slike. Dodate sliko, malo bomo še dali podatkov. Takole, izberem sliko, ki sem jo malo prej prenesel. Zdaj imam pa še prezentacijo nazaj, da boste videli navodilo točno. Takole. In zdaj pa napišite tole. Sliko ste naložili noter. In prepišite tole. Prosim, če si vzameš trenutek, spet smo šli po določeni formuli. In mi v vlogi marketinškega strokovnjaka, ki svetuje izobraževalnim ustanovam, smiselno prepišeš in urediš besedilo v sliki. Kaj bomo s tem dosegli? Ja, bom dal nazaj. Takole. Se tole je zgolj primer, lahko ste tudi malo sami kreativni, se bodo sami naučili tudi uporabljati te stvari. Ampak pomembno je to, da vidite, kaj se da narediti. Redno ste pripravljeni, gremo narediti takole. Zdaj bo kakšna sekunda trajal. In dobili smo tole zadevo. Na ta način lahko ne samo takale besedila predstavljate, ampak tudi celotne tabele. Recimo, da imate kakšna stara letna poročila, lahko te stvari noter predstavljate. Redno. In ta buyer persona je že precej najenga, ampak to je zgolj ena izmed tistih osnov, ki jih lahko delate. Kot vidite, na koncu vas vpraša, če vam lahko pomaga še pri čem drugem. Če želite na ChatGPT-ju, lahko podobno stvar naredite. Samo da greste na tole, priložite datoteko, naloži z računalnika, gremo pod prenose, naredimo tole, samo skopiramo tukaj besedilo, da ga ne bom spet pisal. Zdaj, če nimate plačljivega ChatGPT-ja, boste tole manjkrat lahko naredili, kot lahko jaz naredim, ampak tudi z brezplačnimi verzijami lahko tele stvari vse delate. In imamo spet ustvarjen ta profil. Ampak redo, to je bil zdaj začetek. Copilot lahko dela isto, potem lahko tudi Claude dela isto, tudi verjetno kakšen Code Llama bi lahko naredil, tako da lahko delate z vsemi tem. Zdaj pa tukaj imate še par predlogov za vprašanja, ki mu lahko postavite. Vprašajte model, na kakšen način bi lahko izboljšali to buyer persona. Zdaj vas vabim k tem, da se malo pozabavate s temi stvarmi. Ker tole sicer vem, da delamo na primeru buyer persona, ampak lahko vam pomaga tudi na drugih področjih.
So kakšne vprašanja? Da smo se zdaj malo umejili, ali so kakšne vprašanja? Ker drugače gremo lahko naprej. Če smo v teh primerih zdaj pri marketinških načrtih, lahko gremo tudi in vprašamo določene stvari. Pomagaj mi napisati ali pa izobraževanje, kar vam je lažje. In kot vidite, dobite celoten ta profil še dodatno opisan. Lahko vprašate tudi za prodajne kanale, na kakšen način bi to naredili. Zdaj vas bom pa jaz naprej prepustil buyer personi, tako da zdaj boste pa naredili še akcijski načrt skupaj z Bisako. V redu? Ena naloga nas še loči od zaključka in sicer, da na podlagi teh podatkov, ki smo jih zapisali, pridobili s pomočjo umetne inteligence, naredimo en tak enostaven marketinški načrt. Čist enostaven načrt je to, ki ga lahko, po mojem mnenju, vsak naredi, ni treba, da ste ekspert z področja marketinga ali pa digitalnega marketinga. Na mizah imate v bistvu en tak načrt prazen, na katerega mogoče napišete, za katero ciljno skupino, recimo za tujce, Značilnosti ciljne skupine teh mogoče ni treba zdaj pisati, ste jih že zapisali v tem, ko ste raziskovali buyer persono, katero potrebo nagovarjate pri tem človeku, mediji, prek katerih boste nagovarjali to potrebo, pa če si kakšne opombe skušate zabeležiti. Zdaj, v bistvu črpate podatke iz teh podatkov o ciljni skupini oziroma buyer personi, ki ste jih sami izbrskali. Tako da poskusite narediti. Koliko imamo? 5 minut? Aha, okej. Mislim, da imamo 5 minut za tole, no? Jaz verjamemo, da bi se imeli zdaj še sigurno 1,5 ure za pogovarjati, iskati cilje, strategije in načine. Naš namen ni ta, da to pač počnemo, naš namen je prikazati vam eno enostavno tehniko, eno orodje, ki ga lahko vi v vaši organizaciji uporabite vedno, kadar razmišljate, mi radi rečemo o promociji in animaciji udeležencev, da se tokrat izognem tej besedi marketing. Tako da zdaj bom pa kar besedo predala omizjem, da mogoče povzamete v parih stavkih, do kakšnih ugotovitev ste prišli, pa se potem mogoče malo dopolnjujete. Lep pozdrav vsem. Naše omizje je izbralo Eldina, 25 let starega Albanca, brez kakršnekoli kvalifikacije kot osebnika z osnovnošolsko izobrazbo, z težkim socialnim stanjem
in smo ugotovili, da pač do njega lahko pridemo bolj preko albanske skupnosti, kjer naj bi ga poznali v učenje slovenskega jezika, ne za začetek. Poleg tega smo imeli še nekaj idej, da na upravni enoti, kjer se ta populacija največkrat znajde zaradi kakšnega pač dovoljenja, dokumentov, česa koli, bi tudi uporabili način letakov. Gre pa za problem, da slovensko ne govorijo in smo pač govorili tudi o prevajalcih. V primeru letakov pa o uporabi njihovega jezika albanščine, v albanskem jeziku bi pa tako govorili. In pa socialna omrežja, ker gre za mlajšega fanta, si pač predvidevamo, da jo uporabljamo. Morda zdaj smo večko, rečemo, da bi bilo to na kratko. Super, hvala lepa. Zelo prav pridejo prevajalniki na mobilnih telefonih, tudi to, ja. Ja, mi smo pa si izbrali eno skupnost moških, 30 let starih Indijcev, našo ime Dipak, je voznik tovornjaka in je nižje izobražen. Ukvarjali smo se s tem, kako bi ga zanimirali, kaj počne izven svoje službe, ker je itak na vizo vezan. Tako da smo ga poslali na tečaj kuhanja, da bi potem pripravljal obroke tudi za ostale in tudi za skupnost. Za kanal smo pa izbrali lokalno trgovino, v katero redno zahaja, kjer bi delili informacije o tem izobraževanju. Zdaj je dobila mikrofon tista, ki je najmanj obvladala. GPT pa bolj počas sledila, malo se hecam. Ves čas sem delala povezave s tem, kar delamo na terenskem delu svetovalno dejavnostjo, tako da prek tega, ker smo GPT sprašvali in je odgovoril, pravzaprav moram reči, delamo že v svetovalni dejavnosti in se vesela, eni svetovalci kimate. Zdaj, mi smo imeli Miloša, 30 let, električar, cel dan dela, ima pa podporo družine. GPT nam je rekel, da je motiviran, da bi se nadalje izobraževal, spopolnjeval, da pa ima seveda določene ovire. Zdaj bo šla pa kar na marketinške strategije, ki so pač povezane s tem, da se bo dodatno izobraževal za izboljšanje znanja in sposobnosti, ter še nekaj sem pozabila, da bo tudi izboljšal svoj finančni status, predvsem status družine. Ponudil nam je kar neki, pa smo nekako 3, se pravi socialno mreža, ker gre le za srednjo generacijo 30 let, Facebook, Instagram, potem meni priljubljeno temo, to veste, oglaševanje na delovnem mestu, se pravi, se približamo tam, kjer dela, in pa v lokalni skupnosti preko tistih omrežij skupin, kjer pač je on povezan. Malo smo sklepali, da bi lahko tudi bile določene priseljenske skupine, naprimer, tako kot vemo, da so iz Kosova precej povezani, naš Miloš je iz Srbije, mogoče so v lokalni skupnosti tudi kot srbska skupina priseljencev in bi oglaševanje preko te skupnosti tudi verjetno ga doseglo z našimi informacijami. Tok na kratko, časa nam je zmanjka, da bi malo več, ampak nekaj pa je. Ja, mi smo se ukvarjali z Jozojem, ki prihaja iz Kostarike in je star 35 let. Ima v bistvu en kratkoročen cilj in to je selitev na Švedsko. Zato je bistveno znanje, ki ga išče tečaj švedščine. Mi smo se pogovarjali, da bomo najlažje nagovorili preko spletnih medijev, preko državnih omrežij, ki včasih preživi na telefonu, poleg tega pa je primeren prostor tudi stadion, ki hodi na futbol tekme in pa oglasna vrsta na žuglišču, ker pač tega obiskuje celo. Poleg tega še je center za socialno delo, pa za sadi. Naša gospa Selma
je v prostem času rada peče in kuha. Pred 3 leti je prišla še v Slovenijo, stara 45 let, pa ima že 5 otrok. Zaradi izboljšanja ekonomskega statusa se je odločila, da bi pa mogoče nekaj sebe naredila in predvidevamo, da ta družinski človek je zelo prijazna, praktična, delovna pa prilagodljiva, pa še posebej zato, ker vozi kolo in je mobilna, smo jim ponudili potem izobraževanje pa kuharca, se pravi glavni cilj, potreba, ki jo iščemo pri njej, je zaposlitev z neko dodatno kvalifikacijo, s tem bi jo socialno vključili, pa iskali smo neko podporo v njej prijazno oziroma neko okolje, ki je njej blizu, zato smo tudi zbrali pravzaprav osebni stik, nagovor z osebnim stikom, prek socialnih omrežij, prek lokalnih skupnosti, kjer bi tudi uporabili tiskan medij letak, kjer bi jo s pomočjo tega bi jo nagovorili, ker smo si pa v bistvu odločili, pa da bi mogla biti komunikacija zelo jasna, kratka, jedrnata, preprosta, lahko tudi v nekaterih delih dvojezična, zaradi tega, ker ima težave z jezikom, pa z nekimi vizualizacijskimi pa praktičnimi informacijami, da takoj vidi telefonsko številko ali pa naslov, kamor se lahko obrne. Tako da upamo, da bo Selma uspela postati ravno tudi kuharca. A smo zadnji, tako da bomo na kratko. Mi imamo pa primer Emel, ženske, 25 let stare Makedonke, živi v Ljubljani, v najemu, ima partnerja gradbinca, ne zna slovensko, želi si službo, simpatična, samozavestna. In vse živo smo spraševali umetno inteligenco, zdaj fotografije nam ni podal, dal je pa kar zelo veliko nekih pobud, v bistvu kako jo motivirati, ampak bi se tukaj pa osredotočila na medije, ki bi bili mogoče primerni in nam tale Gemini predlaga naslednje. Specifične spletne strani, da obstaja spletna stran Infotujci, ki ponuja obsežne informacije o življenju in delu v Sloveniji za tujce, potem e-uprava, razne mobilne aplikacije, potem razni dogodki za tujce, kot so kulturne prireditve, jezikovni večeri druženja, namenjena tujim državljanom, nasveti za lažjo integracijo, vsekakor pa glede na starost, družbena omrežja, Instagram, Facebook, torej. Prav, zdaj glede na to, da smo že mičken čez uro, pa da je tam kavica zunaj, ki ste vsi zelo potrebni, bi jaz tole zaključila, zdaj jaz upam, da smo mi v tej kratki urci uspeli vam nekaj prenesti. Imamo pa tak kup tega, kar je najbolj pomemben, je to, da zdaj tole odnesete domov pa uporabite. Samo temu je stvar, nekaj, če ne boste pozabili, ampak vse te orodja, kot smo danes dvakrat pokazali, nam lahko fejst pomagajo pri našem delu. Tako da hvala lepa, kavica vas čaka. Hvala.